Lepo pozdravljeni. Brežiški občinski svet je na novembrski redni seji med drugim razpravljal o protipoplavni zaščiti, natančneje o uporabnem dovoljenju za akumulacijski bazen hidroelektrarne Brežice in zagotavljanju poplavne varnosti objektov in naselij v občini Brežice. Kot pravijo na občini Brežice, želijo opozoriti na povečano poplavno nevarnost, s katero se bodo prebivalci občine soočali v prihodnosti zaradi nedokončane protipoplavne zaščite. Kot pove brežiški župan, je bilo sprva mišljeno, da bi se tako hidroelektrarna Brežice kot hidroelektrarna Mokrice gradili v sklopu enotnega prostorskega načrta in da bo sočasno z izgradnjo omenjenih elektrarn v celoti urejena protipoplavna zaščita v občini Brežice. Pa naj gre to od vasi Malnice, Krške vasi, Čatež, Mihalovce in pa seveda tudi Loče in pa Rivnice. Kasneje so potem nekako nas prepričali, da naj gremo v dva postopka z namenom, da bo šlo hitreje, začela se gradnja hidroelektrarne Brežice in pa seveda, da bo tudi Mokrice bilo v tem pripravljen dokument in da bo se že praktično 2015. leta lahko skoraj končala Brežice in pa začele Mokrice. Skladno s tem so torej načrtovali protipoplavno zaščito v občini Brežice. Kajti dejstvo je, da poplavna varnost, ki se je zgradila v Krški vasi, bo funkcionalna samo sočasno z izgradnjo hidroelektrarn Mokrice, kajti je potrebno poglobiti Savo in pa narediti dodatne ukrepe tudi na poplavni varnosti Mokric, predvsem z namenom, da, kajti vemo, da zakon predpisuje, da se ne sme spremeniti režim ali pa nivo vode na mejnem prehodu. To pomeni, da je treba poglobiti Savo. Da je potrebno nasipe narediti samo ob vaseh Loč in pa seveda, da bodo tudi razlivna področja določena bila v primeru visokih vod tudi še po poljih v Ločah, Rivnicah in pa Mihalovcih. Hidroelektrarna Brežice se končuje, narejena je tudi protipoplavna zaščita v Krški vasi, a brez hidroelektrarne Mokrice ta ne bo funkcionirala, kot bi morala. Zgodilo se nam bo lahko to, da če bo prišlo do tako visoke vode, kot je bila v letu 2010, bojo te nasipi prenizki in pomeni, da bo tako Krška vas, Malnica in pa vsi skupaj dodatno poplavljeni. Dokončani hidroelektrarni bi tako pomenili dokončno ureditev poplavne varnosti za več kot 1100 prebivalcev v prej omenjenih naseljih, ki so ob visokih vodah močno ogrožena. Vemo pa, da pač je prišlo do tega, da bi se morala začeti hidroelektrarna Mokrice že graditi v lanskem letu. Potem je prišlo do posebnih zapletov, kjer je bilo razveljavljeno okoljsko poročilo oziroma soglasje in praktično se ne pridobiva gradbeno dovoljenje, to pa pomeni seveda, da gradnje ni in zato seveda je občinski svet presenečen, zgrožen in seveda mi pričakujemo predvsem, da bo Ministrstvo za okolje čimprej izdalo novo soglasje in da bo uredilo vse dokumentacijo, da bo lahko prišlo do gradnje hidroelektrarne Mokrice in s tem tudi dokončno zaščito naših občanov pred poplavami. V Brežicah so po enem letu, odkar v objektu nogometnega stadiona deluje Center za krepitev zdravja, simbolično namenu predali še dodatne prostore, ki so bili vključeni v drugo fazo projekta. Po dveh pisarnah, telovadnici in predavalnici, ki so jih odprli v lanskem letu, so v Centru za krepitev zdravja Brežice zdaj pridobili še dve prenovljeni pisarni, uredili pa so tudi hodnik, kuhinjo in sanitarije ter stopniščno dvigalo. S tem bomo vsi kadri na enem mestu, tako bomo bolje povezani in bomo tudi lažje koordinirali delo. V Centru za krepitev zdravja izvajajo individualna svetovanja in preventivne zdravstveno-vzgojne delavnice ter aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju. Izvajamo program za krepitev zdravja, ki je najobsežnejši. Izvajamo kratke delavnice, v katere se lahko udeleženci pridejo brez napotitve in pa tudi daljše delavnice, katere potekajo v večjih srečanjih, katerih udeleženci potrebujejo napotitve diplomirane sestre oziroma zdravnika iz ambulante družinske medicine. Projekt nadgradnje preventivnih aktivnosti, ki sta ga sofinancirala Evropski socialni sklad in Republika Slovenija, se sicer letos zaključuje, a bodo nadaljevali z izvajanjem vsebin. Je pa vlada zagotovila sistemsko financiranje aktivnosti v okviru tega projekta iz zdravstvenega zavarovanja, zato bo tudi tim nekoliko nadgrajen in temu so namenjeni
te dodatni prostori. Za izvajanje programa se bodo v naslednjem letu torej tudi kadrovsko okrepili, saj se jim bo povečal obseg dela. Kot sem že dejala, izvajamo program za krepitev zdravja, izvajamo pa tudi program priprave na porod in starševstvo. V želji za krepitev zdravja se povezujemo tudi z lokalno skupnostjo, tako da izvajamo delavnice tudi v podjetjih, v društvih in se povezujemo z osnovnimi šolami, delovnimi organizacijami. Vrednost obnove dodatnih prostorov je znašala 53 000 evrov, sredstva pa je zagotovila občina Brežice. Za nas ta center za krepitev zdravja je izjemno pomemben, ker smatramo, da je to neki povezovalec med zdravstvenim ustanovam, predvsem pa tudi med društvom, ki veliko delajo na preventivi. In seveda ta center je velika pomoč. Me poveseli, da se je izjemno dobro prejel med občani, kajti vse več je koristnikov, ki to uporablja. Predvsem pa je pomembno, da smo prišli iz tistega zdravljenja, predvsem k preventivi, in center za krepitev zdravja dela ogromno na preventivi in jaz verjamem, da s tem bo predvsem prispevalo k boljšem zdravju in pa boljšem počutju naših občank in občanov. Brežiški župan je ob tem še dejal, da je center v občini potreben in pomemben za občane, saj je občina po starostni strukturi prebivalstva in po tveganju za bolezni nad slovenskim povprečjem, kar prinaša občini tudi nižji indeks razvitosti v primerjavi z drugimi. Povprečnine še 2 leti ostajajo pod 600 evri. Potem, ko je finančni minister Andrej Bertoncelj zagrozil z odstopom, če bi državni zbor podprl predlog opozicijskih strank SDS in NSI po višjih povprečninah za občine, poslanci le tega niso sprejeli. Kaj nižje povprečnine pomenijo za posavske občine? Poslanci niso podprli predloga parlamentarnega odbora za finance, ki je predvidel 658,80 evra povprečnine v letu 2020 in 668,10 evra v letu 2021, vendar so jo vrnili na prvotni predlog, to je 589,11 za leto 2020 in 588,30 evra za leto kasneje. Gre za veliko vprašanje, kajti izračunana povprečnina, ki jo nekako po zakonu bi morale občine prijeti, bi primerno pokrila naloge občin. Bistveno nižja povprečnina pa zelo slabo pokrije naloge občin. Najprej moramo pokriti tiste zakonske osnovne naloge, ki morajo biti, tiste nekoliko bolj vsebinske naloge, ki so ravno tako zakonske, od vzdrževanja cest in še marsičesa drugega, pa trpijo v tem pogledu in tukaj je naša velika težava. In škoda se pogovarjati o pokrajinah, če že pri financiranju občin imamo tako velike težave. In tukaj smo župani večinoma zelo razočarani. Brežiški župan meni, da ne gre le za višino povprečnin, ampak za mačehovski odnos države do občin. Dejstvo je, da država praktično v letu 2012 oziroma že 2009 so bile skoraj povprečnine tako visoke, kot so danes. S tem, da treba vedeti, da v letih od 2009 do 2009 smo dobili celo določene druge investicije, sofinanciranje. Predvsem, kar se tiče šol. Vemo pa, da danes, če želi zgraditi eno šolo ali pa vrtec, so se nam normativi bistveno povečali, stroški so zrasli, država več ne da in občine več enostavno nimamo sredstva za investicije, za projekte, za programe in seveda povprečnine nam kažejo na to, da še vedno smo občine nekaj nepotrebnega in da ne zagotovijo sredstva, da bi se razvijali. Žal tega cilja, da bi se izenačile povprečnine s tistim, kar je nekako zapisano v zakonu, ni in glede na to se bomo mogli pač občine prilagoditi tudi za naslednje obdobje. Seveda pa ob drugi strani bi bilo prav, da vsaj dodatnih izdatkov, ki gredo v breme občine, ne bi vlada sprejemala oziroma ne bi bilo zakonom prepisanih nekih novih stroškov, ki bi šli v breme občin. Namreč enega lahko kar omenim, gre za subvencionirane stanarin, kjer se predvideva, da bo tudi občina prispevala k subvencijam en določen delež vira, za to pa ni. To je samo en primer, seveda teh primerov je pa kar veliko. In te škarje, ki gredo v breme proračunov občin, so čedalje širše, po drugi strani pa se zmanjšuje tudi potencial za investicije, še dodaja župan občine Krško.
Občani občine Brežice so lahko oddali svoj glas za enega od 31 predlogov projektov, ki so sodelovali v glasovanju za participativni del proračuna občine Brežice v letih 2020 in 2021, poimenovan Moja skupnost, sodelujem. Odziv občank in občanov v tednu glasovanja od 21. do 25. oktobra za najboljše med prispelimi projekti je presegel pričakovanja. Glasovnice, ki so jih lahko oddali po klasični pošti, osebno v vodilno skrinjico ali po elektronski pošti, so zapolnile razpoložljiv prostor. Kot so sporočili z brežiške občine, je glasovanje potekalo do zadnjih minut, saj so bile zadnje glasovnice oddane po elektronski pošti 9 minut pred zaključkom glasovanja. Občina Brežice je pristopila k participativnemu proračunu. To nekako je bilo že napovedano na začetku tega mandata. Želeli smo ga že letos izvesti in smo imeli za to pripravljene 100 000 evrov. Kasneje smo se v občinskem svetu odločili, da se teh 100 000 evrov nameni za nabavo CT-ja v bolnišnici Brežice. Seveda za leto 2020 in 2021 bomo začeli izvajati. V tem trenutku so aktivnosti v polnem teku. Kot dodajamo, lani so se odločili, da odločanje o participativnem proračunu v celoti prepustijo občanom občine Brežice. Tako so občani najprej seveda predlagali nabor projektov, predlagali so komisijo in pa seveda zdaj tudi sami odločajo, da bojo v proračunu tisti projekti, ki bojo dobili največ glasov. Seveda jaz verjamem, da je potem tudi občinski svet v svojem proračunu bo upošteval te želje in da bojo res tisti projekti, ki bojo se pokazali kot najbolj zaželeni v njihovih krajih. Občani so lahko izbirali med 31 projekti. Glavni namen pa je manjše investicije po krajih, ki so namenjene kot neke družabna stičišča, rekreacijska in kaj podobnega. In lahko vidim, da glede na to, da smo tudi obiskali vseh 20 krajevnih skupnosti, da smo imeli pogovore z društvi, katerim smo to predstavili, da je ta participativni proračun se zelo dobro prijel med občanimi in je velik interes in glede na to, da bo zdaj kmalu prištevanje glasov, bo zelo zanimivo za nas, kateri projekti bojo zmagali. Asimina ali indijanska banana je sadna vrsta, ki izhaja iz Severne Amerike. Plodovi, ki rastejo v šopih, so, kot dozorijo, v notranjosti rumeni, mehki in sladki, po okusu pa spominjajo na banano, mango in ananas. V Pečicah smo obiskali sadjarja Antona Baznika, ki je bil leta 2001, ki je to sicer pri nas manj znano drevo posadil v Sloveniji. Letošnja letina pa je bila še posebej bogata. To so posnetki letošnje letine asimin sadjarja Antona Baznika. Prvo sadiko je posadil leta 2000, ta je 3 leta zatem prvič obrodila. Potem smo posadili še neke druge sorte, tako da imamo zdaj trenutno posajenih 7 sort. Asimin rodijo bogato. Letos, 2019, je bila največja bera plodov, največja rodnost v vseh teh letih, tako da smo bili navdušeni nad količino plodov, na debelino plodov. Plodovi so začeli zoreti nekje 10. septembra in so zoreli praktično do nekje sredine oktobra. Mogoče še kakšen plod je bil tam v 3. dekadi oktobra. Po Baznikovih besedah asimina obrodi prvič 3 leta po saditvi in ker je neobčutljiva na škodljivce in bolezni, bi lahko sodila v vsak ljubiteljski vrt. Sedaj so te asimine začele listje odvršt, tako da listja je na nekatere sorte že izredno malo, ker je že praktično konec oktobra, tako da, kot pravim, sadika je izredno odporna, zanimiva za sajenje, ni bolezni, ni škodljivcev, tako da je primerna za vsak vrt, za vsako dvorišče, za vsak sadovnjak, bilo kje se posadi. Plod je izredno hranljiv, zanimiv za presnojedce, za vse, ki imajo radi okus ananasa, mango, banane. Čeprav asimina po okusu spominja na tropsko sadje, pa ni občutljiva na mrzle zime, kakršne imamo v večjem delu države. Marsikdo, ko je posekal kakšen vinograd ali je imel prostor doma, je posadil sadike asimin. Tako da nekateri imajo že veliko rodnost, nekateri sedaj sadijo, tako da sedaj v jeseni izredno primeren čas za sajenje teh asimin. Asimina je tudi dekorativna, predvsem spomladi ob cvetenju.
Ta rastlina pa bi lahko postala tudi tržna niša za Posavje, dodaja Baznik. V roki držim v žganju v namočene plodove asimin, tako da jih se lahko vidi čez celo leto pri nas. Pri nas se tudi vidi 20 let stara sadika, asimina najstarejša sadika v Sloveniji. Ob tem še dodaja, da je pomembno, da je sadika cepljena, saj tako zagotavlja boljšo kakovost ploda. Spoštovani gledalci in gledalke, spremljali ste mesečni pregled dogajanja v občini Brežice. Hvala za pozornost in nasvidenje.